Kaj je dobra stena. A bo to šlo? Ma ja, peva, to čista uživancija. Ko mi čakam? Živjo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni. Podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prvešte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Janjo Garnbret pozna ves plezalni svet. Odkar si je priplezala zlato olimpijsko medaljo, jo pozna tudi vsaka Slovenka in vsak Slovenec, ki ga vsaj malo zanima šport. V svetovno športno-plezalni skupnosti je Janja s svojimi dosežki redefinirala pridevnik najuspešnejša. Za statistiko je postala najuspešnejša športna plezalka vseh časov. V Sloveniji je ponesla prepoznavnost plezalnih tekmovalnih disciplin skoraj da na raven najpopularnejših slovenskih športov. Janja je postala svetovna plezalna ikona. Zanjo se pravzaprav že težko najde ustrezne presežnike in superlative. Moramo pa se zavedati, da njena podoba neustrašne, nezlomljive, vedno zmagovalne ima tudi drugo, povsem človeško plat za vsem, kar spada zraven. Janja je velik plezalni talent. A zgolj zaradi tega si ni priplezala 37 posamičnih zmag na tekmah svetovnega pokala, 10 prvih mest v skupnem seštevku svetovnega pokala, 6 naslovov svetovne in 4 naslove evropske prvakinje in seveda olimpijskega zlata. Janja je namreč tudi garač, izjemen garač. Taka je pravzaprav, odkar je kot otrok začela plezati. Skupaj še z očitno pravimi trenerji, starši, najboljšimi prijatelji, pa tudi sponzorji ter vsemi ostalimi vpletenimi v njen plezalni razvoj ter v njeno življenjsko pot je ustvarila svojo Janja style plezalsko sinergijo, ki jo je pripeljala do tu, kjer je danes. Janja se rada smeji in njen smeh je nalezljiv. Poleg tega pa kot vrhunska športnica in izjemna osebnost postaja vzor številnim, predvsem mladim plezalkam in plezalcem. Pozitivni vpliv, ki ga ima na plezalno skupnost, je izjemen in šele čas bo pokazal, kako zelo izjemen je zares. V tokratni epizodi našega podcasta ena in edina izvenserijska Janja Garnbret. Živjo, Janja, kako si kaj? Ja, odlično. Odlično, no moram reči, da sem zelo vesel, da te imamo v tokratni epizodi. Daj mi povej, v vsem tem času, odkar plezaš in vse, kar se ti je že zgodilo, kar si dosegla in vse, kar paše zraven, zdajle za začetek, kako se počutiš v tej vlogi najuspešnejše športne plezalke vseh časov in še vseh presežnikov in superlativov, ki te spremljajo in obkladajo? Ja, mislim, saj sploh ne vem, kako ne to opišem. Na nek način se je to kar hitro zgodilo, no. Tek, če pomislim 5 let nazaj, sem še jaz imela tiste svoje vzornice pa vzornike, pa sem jaz hotela biti kot oni, naprimer kot Mina pa kot Maja. Sem vedno gledala njune posnetke, pa hotela biti tako dobra kot oni dve, pa imeti iste rezultate, pa isto plezati, v glavnem vse. Zdaj sem pa kar naenkrat v 5 letih se je pač situacija obrnila, sem pa zdaj jaz v tej vlogi in sem jaz nekako ta neka vzornica mladim in jim poskušam predati neke nasvete, pa res hočem biti role model v ta pravem pomenu besede. Tako da mislim, nekako moram reči, da ta the greatest of all time se nekako Sploh se še ne zavedam in verjetno sem jaz to zavedala šele pol, ko bom končala svojo kariero, pol, ko bom pogledala nazaj na vse svoje dosežke in bom rekla, to sem pa jaz dejansko dosegla. Ker zdaj nekako, ko zaključiš neko sezono, pogledaš za nazaj, vidiš, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro in pol že nekako gledaš naprej, gledaš na naslednjo sezono, da hočeš biti še močnejši, še boljši. Tako da nekako ni nikoli tistega časa, da bi pogledal nazaj pa rekel, to mi je pa dejansko uspelo, ne? Ja, to si mi spremljevalci takole vrhunskega športa lahko samo predstavljamo. Omenila si plani za naprej. Letos je tole pred olimpijsko obdobje.
ne, spet serija kvalifikacijskih tekem in tako naprej, plus še tekme svetovnega pokala. Drugo leto, se pravi 24, je pa spet se začnejo nove olimpijske igre in če pomisliš zdaj, ne, spet bom rekel to, kar si že dosegla, pa mogoče še najbolj v Tokiu z zlato medaljo in greš zdaj na nove igre in če pomisliš v obdobje pred Tokijem, pa zdaj obdobje pred Parizom, kakšna je razlika? A je kakšna razlika? Ja, razlika je ziher nekako velika v nekem smislu, ker zdaj, če pogledam nazaj pred olimpijskimi v Tokiju, to je bila neka pač nova zadeva za nas, ne. Prvič smo na olimpijskih igrah, pač prvič si bil, ne vem, v olimpijski vasi, pa ta kombinacija, ko je bila, pa način treninga, pa sploh nisi vedel, kako bo izgledalo dejansko, ko si na olimpijskih igrah. Tako da vse je bila ena velika neznanka. Zdaj, za nove olimpijske igre v Parizu bo pač drugač, vedel boš malo, pač več izkušenj imam, no. Veš, kako se obnašati na olimpijskih igrah, veš, kako je v olimpijski vasi, veš, kak pritisk je in nekako na nek način bo lažje, ampak bo še zmeraj pač isto težko doseči isti rezultat. No, absolutno. Kaj pa, a je olimpijska medalja ali pa olimpijske igre so zate še vedno tista ta glavna stvar v smislu nekih ambicij ali pa kaj ti največ pomeni v smislu doseganja nekih športnih rezultatov? Ja, olimpijske igre so bile moje sanje že od nekdaj. Mislim, zdaj prej, ko še plezanje ni bilo del olimpijske pač družine, ko še ni bilo niti potrjeno kot del olimpijske družine, pač jaz sem toliko rada plezala, pa toliko uživam v plezanju, da mi na nek način ni bilo važno, ali bo kadarkoli plezanje sploh postalo del olimpijske družine, ker mi je bilo pač toliko fajn. Ampak pol, ko je bilo pa dejansko, da smo zraven, da bo v Tokiju plezanje na sporedu, takrat sem imela pa pol edino željo, da pač osvojim medaljo in to zlato medaljo. In pač saj nekako ne razmišljaš to zavestno, da bi pač rad zmagal, ampak podzavestno pa pač seveda to čutiš in zato sem delala pol od 2016, ko je bilo potrjeno. Kaj pa to, da zdaj v tem novem formatu, ki bo težavnost plus boulderji, ni več hitrosti? A si se tega razveselila ali si žalostna, zato kaj ti ne bo treba laufati po uni smerki? Oboje po resnici povedano. Ja? Zdaj, ko smo mogli začeti trenirati hitrost, to je bilo neko nujno zlo. Noben tega ni niti preveč maral, noben se ni prej ukvarjal niti z hitrostnim plezanjem kaj preveč, ampak moram reči, da pol, ko sem pa dejansko začela trenirati hitrost v pravem pomenu besede, pa še torej z Romanom, pa še indonezijski trener, pač hitrostni trener nama je pač pomagal s planom, pa kaj bi bilo najboljš. In pol je pa ratalo dejansko zabavno, ko vidiš, kak način treninga je, pa seveda, ko pa se čas niža, tako da je bilo ful zabavno. Ampak po Tokiju sem pol enkrat šla še hitrost, samo za foro, da sem videla, če še zmeraj znam vse na pamet. In? Pa bilo je ful dobro. Ja. Še zmeraj sem vse znala. Ampak vseeno sem pa vesela, no, da je zdaj v Parizu to ločeno lepo, da je hitrost posebej, da imajo oni svoje, mi imamo težavnost pa balvane, še zmeraj sem si želela, da bi bilo to narazen, da bi bili 30 medalj, ampak moramo biti zadovoljni že s tem, da je samo to skupaj. Imate pa verjetno oziroma imata z Romanom, tvojim trenerjem, že izdelan plan, kako se zdaj lotiti kvalifikacij in vsega, kar sledi v tem obdobju do olimpijskih. Ja, drugače z Romanom oziroma predvsem Roman je imel že ima že plan izdelano torej lani je imel že za letošnjo leto tudi plan, katere tekme bom tekmovala, je bil že tudi izdelan lani v bistvu, ko sem začela trenirati za letošnjo sezono. Tudi za naslednjo leto je že dost vem, kaj pa kako bova delala. Letos je sicer malo ta moja poškodba bila na nepravem mestu, ampak na koncev se je obrnilo tako, da sploh ni bilo tako slabo. No. Delala sem na stvareh, ki jih sicer ne bi delala oziroma bi jih manj delala kot pa drugače, pa sem jih mogla zdaj več, pa sem v bistvu ratala še močnejša zdaj, tako da nič slabega. No, saj to je tako moje nestrokovno oko opazilo, recimo po tvojih posnetkih, ki si s tem plastičnim čevljem trenirala, ne, in si ročkala po tistih grifih.
sem si mislil, ne, pa že eno doma so to gledali, so rekli, ojoj, to bo še bolj močno, kot je bilo včasih. Daj mi še to povej, ti imaš včasih tak slog spet za nas nepoznavalce, da sploh v težavnosti zgleda, ne, kada už glih padla dol, pa se pol kar obdržiš in sej, si predstavljam, da je tip smeri tak, ne, da je dosti dinamičen in veliko tovrstnega gibanja, ampak ali je pa to zgolj naše nekako občutje, da ker smo toliko na trnih, ne, kako bo kot zvesti, ne, in zagriženi navijači, da bo žlih kar dol padla in si seveda ne želimo tega, ampak skratka zgleda zelo, da si dostikrat na meji. A je to tvoj stil ali enostavno plezanje tako? Ali, Jaz bi rekla, da je to kar moj stil, no. Ampak, če pogledam, kako sem se jaz razvijala kot tekmovalka, kot plezalka, se je moj stil v zadnjih, recimo 8 letih se je zelo spremenil. Jaz sem bila, v štartu sem bila tista bolj sem se na težavnost fokusirala, bolj statična sem bila, bolj statično sem plezala, bolj sigurno, nisem glih delala nekih riskantnih gibov. Zdaj se je pa moj stil v bistvu čisto spremenil, zdaj imam pa res tisti high risk, high reward stil, pa pač res dinamično plezam. Tako da v bistvu kot zunanji opazovalec nimaš glih narobe, kako plezam, ker res dejansko tako plezam, ampak pri meni je to tako, mogoče gleda, da bom padla, ampak jaz sem toliko sigurna v to, da bom naredila, da pol pač dejansko naredim. Ja, to si predstavljam, pa vesel sem, da je tako, ne, ampak navijači doma ali pa tudi v živo, ki te spremljamo, smo včasih tako malo živčni. Ampak bomo že preživeli tole. Daj mi še nekaj povej, ne, ker sva glih pri temule plezanju. Včasih rečete plezalci tekmovalni, ne, pa tudi mi amaterji tako poznamo, sicer jaz mogoče niti ne, nek občutek, ko se ti na dan neke tekme vse poklop, ne, ko padeš noter, ne, tudi ti rečeš, si že večkrat rekla, prej si nervozna, ko pa prideš pod smer, si pa ti, pa stena, pa znaš izklopiti. Skratka, da padeš v nek in the zone, ali ne vem, ne, kako bi temu rekel. A poznaš ta občutek, ga čutiš daj? Poznam ta občutek, pa to je kar, bom rekla, najlepši občutek. Če ti rata priti v to stanje, da si v nekem svojem svetu, pa da lahko izklopiš vse ostalo okoli, to je pač v takem svetu hočeš skozi živeti, ko si na tekmi. A znaš ta občutek slučajno predvideti vnaprej, ga znaš kreirati pri sebi, ali se enostavno zgodi lepega dne, sam rata, pol šele ugotoviš, ko se že spuščaš dol iz vrha, recimo, ne, ko si upela, pa se spuščaš po vrvi dol in rečeš, to je bilo to. Ja, mislim, meni najboljše, če to prije samo od sebe, da ne rabiš neki forsna, da ne rabiš si reči, zdaj se pa dej v tisti svoj svet. Včasih moraš, včasih pač, tudi jaz sem sam človek, imaš pač ti slab dan, pač nisi ta pravi v glavnem in se včasih pač ne moreš dati takoj v ti svoj svet in moraš včasih to forsnati. Ampak najboljš pa je takrat, ko si res tisti ta prav, si na tekmi, vse gre samo od sebe, vse je super, vse je fajn, zlezeš, smeješ, prideš dol in rečeš, to je bilo pa to zdaj. Zdaj sem pa odplezal, tako kot sem si jaz želel. Ne vem, recimo primer na olimpijskih, ko me kdo vpraša, kaj se je dogajalo tisti dan, tisti finalni dan, jaz nič ne vem, jaz se od tistega dneva se ne spomnim niti ene stvari. Spomnim se, da pač zjutraj, v bistvu, ko sem vstala, je bilo že v bistvu vse fajn. Tako dobro sem se počutila, ogrela sem se, je bilo vse fajn. Potem sem šla pač plezati, tudi na steni bilo vse fajn. Hitrost se mi je poklopila, balvani so se mi poklopili, tudi težavnost in pol na koncu dneva sem bila v bistvu, kaj se je sploh zgodilo, ker nisem sploh dojemala pač stvari, ki so se dogajala, ker sem tako živela v svojemu svetu, da sploh nisem dojemala publike, glasbe, kar se je dogajalo okoli, sploh res se ne spomnim niti enega trenutka. A pa se kdaj z Romanom ali še s kakšnim drugim strokovnjakom pripravljate na v bistvu tak dan v smislu ne samega plezalnega performansa, ampak tudi kako menedžirati vse te občutke takrat in tudi se stresorje in ne, vse, kar paše zraven. Ja, jaz bom rekla, jaz do zdaj nisem še delala z nobenim psihologom ali pa z enim, ki bi mi pomagal v tej smeri, tako da vse, kar mi pomaga, je to Roman, tako da karkoli imam, mi on pač proba pomagati v tem smislu. Je pa tudi res, da pač imam
čez leta sem si ful izkušenj nabrala, pa rekla bom, da jaz sem že pri 16 mogla hitro odrasti. Če sem hotela biti vrhunska športnica, si mogla tudi hitreje mentalno dozoreti. Tako da na nek način se je sploh v bistvu težko opisati, ampak pač ful hitro sem se naučila določenih stvari. In tudi sama pač nekaj testirala, nekaj raziskuješ, nekaj probaš, vidiš, kaj dela, kaj ne dela. Ne vem, taka stvar je bila recimo pač poslušanje glasbe. Včasih mi to nikoli ni pasalo, ker niti ne vem razloga, zakaj ne, ampak zdaj imam pa pač vedno poslušam glasbo, da nekako še bolj lahko izklopiš stvari okoli sebe. To misliš mogoče v nekem času, na samem tekmovanju, ko ne tekmuješ? Ja, med samim tekmovanjem, ko ne tekmuješ, pa prvi greš plezat, imaš slušalke not, pa greš plezat, pa jih pač daš ven, ne. Kaj pa poslušaš? Jaz poslušam v bistvu... Takrat nek house poslušam, vedno. Vedno, da te še malo zmotivira, pa ker to poslušamo ponovati na treningu in nekako lahko pol na ta način se tudi lahko spomniš nekih dobrih treningov, ki si jih imel in vse te občutke probaš iz dobrih treningov, se spomna, da imaš res dober občutek pol na tekmi. Super. Ampak z Romanom pa očitno imate res neko dobro kemijo. Ja, ful je fajn. Jaz bi rekla, da oba dva sva res perfekcionista v svojo smer. Jaz sem pač pretegen perfekcionist v svojo smer. Jaz hočem, da je pač vsak trening res 100% in sem hitro nezadovoljna, če vem, da v eni stvari pa nisem naredila tisti 100%. Roman je pa pač v svoji smeri, on pa pač drugače vidi trening, mogoče na nek način, ko ga jaz. On seveda gleda vnaprej, on vidi že, kaj se bo po planu dogajalo, že 2-3 mesece vnaprej in on to pač vidi. In pol dostikrat prihaja do manjših, ne glih nesporazumov, ampak tistih prijetnih kompromisov, no? Ko jaz v svojo smer težim, on v svojo smer, ampak se mi zdi, da je to samo dobro. Ja, očitno zna izvleči, če grdo rečem, tiste najboljši iz tebe, da si pol. Ja. Že na treningu, ne? Ja, res zna izvleči tisto pozitivno energijo iz tebe in pač na treningu tako vedno se imamo fajn. Mi vedno res uživamo ob treningu in tudi on to proba vedno izvleči iz tebe, da si vedno pozitiven pa da vedno uživaš, ampak hkrati pač treniramo. Res treniramo. Kako pa, prej si tudi sodelovala z drugimi trenerji, pa z Goraznom Hrenom. Kaj je bilo pa tisto, da si začutila, da te kemije, ki sem jo omenil, ker si jaz sicer ne predstavljam točno, kaj to je, da pa mogoče ni več, oziroma kje si ugotovila, da rabiš nekakšen drugačen pristop, nek nov korak za kakšen napredek, ali kako čem reči. Ja, nekako je težko to opisati. Jaz bom rekla, Gorazd je bil moj trener od samega štarta, torej koliko sem bila kaj stara, se sploh ne vem, torej od 8, 9, 10 let tam pa torej 10 let praktično je bil moj trener in nekako pač je odraščal z mano, ampak pa na neki točki, takrat sem tudi bila v zaključevanju pač gimnazije in pač v neki točki nekako mogoče prerasteš in greš naprej na nek tak način, ja. Ker tako, recimo v temule filmu, v kateremu si tudi ti ena izmed 4 plezalk, ki imate glavno vlogo, The Wall, Climbing for Gold, je tisti del, ki je posnet, kako vidva z Romanom tam trenirata in ona dinamika, se mi zdi za tiste, ki majčkeno spremljamo, zelo taka, da nam odpre, ok, takole to gre, gre ta res na nož, se vidi, on tebe na nek način, ti si tam jezna in tako, se mi zdi, da je za bom rekel, neposvečene zelo fajn uvid, kako recimo športnik v tvojem rangu se loteva teh stvari. Ja, trening je bil kar perfekten trening za videti, za posnetke. Tudi v filmu se vidi tista neka tenzija, pa tista energija, ko data oba dva pač 100% od sebe vsak trening in tisti trening je bil res eden izmed boljših treningov, v tem smislu. Je pa pač res, da
jaz vedno težim k temu, meni je trenirati najboljše na svetu. Včasih mi je še boljš kot tekme. Ampak pač niso pa vsi treningi fajn. V smislu, imaš spet slab dan, zmatran si, v enem obdobju si vsak dan zmatran in pač moraš iti čez to, moraš pač trenirati vsak dan, dati 100% in ne glede na to, da si zmatran ali ne. Teda tisto pravi, da je pač trening vsak dan rožice, pač ni. In Premalo treniral. je premalo trenira, ja, tako. Se mi pa zdi, da ta film zelo fajn v tem, ko prikaže vas 4 športnice v nekih 4 čist različnih zgodbah, pa mogoče niti ne toliko različnih. Različnih seveda v tem, da si iz različnega okolja, različnih kontinent in tako naprej. Po drugi strani pa pokaže tudi vse te neke osebne zgodbe in mogoče spet za nas, ki to oddelec spremljamo, pokaže, da ste pravzaprav tudi samo navadni smrtniki, navadni ljudje, krvavi pod kožo in Ja. Da ni Anja skozi samo nekdo, ki ima prirejene vate izključno za smeh, da ima tudi drugo plat. Ja, mislim, ta film je bil res za izbiro nas tekmovalk je bil res pač odličen. Vsaka je bila v nekem svojem življenjskem obdobju in zgodbe so si izgledale pač ful različne, ampak hkrati so bile pa iste. Res smo delale pač vse za tisti en cilj. Ampak je pa tudi res, da pač vsi vidijo samo tiste rezultate, ampak noben pač ne vidi, kaj se odzadaj dogaja. Ja. In na koncu si pač sam človek, ki dela napake in ki ima, ne vem, svoje probleme, ko nekako mogoče pač ljudje mislijo, da pač jaz jih nimam, da je vse super in fajn, da nimaš nobenih dvomov, negativnih čustev, ampak jih imaš. In pač to se dogaja na dnevni ravni, včasih imaš najboljše dneve, včasih imaš najslabše dneve, ampak s tem se nekako pač moraš sprijazniti in imeti ljudi okoli sebe, ki jim zaupaš, pa oni zaupajo tebi, da ti bojo pomagali. Ki verjamejo vate. Ki verjamejo vate. Ker hočem biti jaz robot, ker si res želim biti robot na nek način, ampak vem, da ne morem biti, da sem na koncu dneva sam človek. To je pol človeška narava, ne moš prek nje. V filmu se mi zdi, je tudi lepo videti, da saj jaz sem imel tak občutek, s tekom filma celotnega, da sta pravzaprav tvoja starša verjetno tudi tista, ki najbolj verjameta vate in zelo lepo je bilo videti, kako sta te že od malih nog prav spodbujala oziroma nista nikoli, vsaj tako je videti, pa boš povedala, sta sprejela to tvojo pot. Ja, moja 2 starša sta super. Jaz si ne bi zamenjala za nič na svetu. Nekako pač starši so itak tvoj prvi sponzor, ko ti začneš, ko se ti kot mali odločiš za neko pot, ko si nekaj želiš delati. Valjda ti kupijo prvi pas, prve plezalke, mene sta vozila na vse vzhodne lige, na vse državna prvenstva, ko še nisem imela izpita. Teda sta bila vse posod skozi mano in nekako tudi nikoli nista na nek način pritiskala na mene, zdaj se pa odloči za nekaj, zdaj pa moraš to, zdaj pa moraš zmagovati, zdaj pa moraš biti dober, ampak nekako sta tudi, pač vedno sta me podpirala v tem, pač verjela sta v mene in pač rasla sta seveda z mano, učila sta se skupaj z mano, tudi kako jaz delujem, tako da ja, vedno sta bila pa moja podpornika. A pa se je tudi kakšen od staršev, ki je bolj resneje športom ukvarjal, če tudi zgolj popoldansko? Ja, v bistvu moja mama je kotalkala 8 let, tudi nekaj je tekmovala, ampak je rekla, da ni bila glih prav dobra. Moj ati je pa v bistvu, je pa kolesaril, oziroma še zmeraj kolesarje rekreativno in to se kar dostikrat gre. Tako da, noben profesionalno, ampak je bil šport tudi skozi v naši družini. Po kateremu od staršev si pa podedvala gen, ki ti skozi mačken zateguje tele obrazne mišice, da se pa začneš smejati? Kaj pa vem, to smo že večkrat govorili tudi doma, po komu imam jaz kaj. In potem smo prišli do tega, da smo se zabavali, pa smo prišli do tega, da moja mama je ful ambiciozna, ona bi delala vse, ampak ne vztraja pa pri eni stvari. Moj ati pa ni toliko ambiciozen, ampak ko se pa nečesa loti, gre pa to 100% do konca.
Perfect combination. In jaz sem dobila perfekt kombinacijo od mame, torej to res ambicioznost, pa od mojega atija tisto ustrajnost do konca v eni stvari. Tako da sem dobila najboljše stvari. Super, jim pa treba čestitati, ne? Ja. Daj mi povej še tole, ne? Ko so bile pa olimpijske igre enkrat mimo, kako si pa pol preživela tisti nek čas, ne? Dostikrat, ne, to še jaz vem, ne? Če imaš nekaj za splezati, pa pol ti uspe, pa če je bilo zelo intenzivno in si bil res zelo fokusiran na to, pa recimo splezaš, pa tako kar neka taka praznina rata, ne? Rabiš, sicer se pol v plezanju je, ne, kakor je rekel en izmed naših gostov, Janez Dovžan, za alpiniste pa športne plezalce verjetno podobno, ne, to je prekletstvo, ki je toliko smeri, ne, toliko hribov in toliko smeri za splezati, ampak neka taka praznina se lahko pojavi. A se je tudi tebi kaj podobno zgodilo? Meni se je zgodila čisto ista stvar, pa se mi še nikoli v življenju ni zgodilo kaj takega, ker nekako po nekem svetovnem prvenstvu ali pa karkoli si rabo mogoče 2 dni ali pa mogoče 1 teden pauza in potem si bil spet nazaj motiviran. Ampak, ko si pa delaš toliko cajta res za tisto eno stvar, pa za toliko veliko stvar, se mi je pa zgodilo, da ko sem to dosegla, si itak neizmerno vesel, prav ne znaš opisati tega veselja, ampak po eni strani je pa tudi ta neka praznina, ko ne veš, jaz sem se spraševala, kaj bom zdaj izdelala v življenju. Jaz si nisem predstavljala več, da bom lahko še kadarkoli kaj splezala ali pa da bi se lahko še napela sploh na steni. Res tisti na nek način grozen občutek, ko sploh ne veš, kaj so tvoji cilji, a boš še sploh kdaj motiviran. Res tisti smisel življenja si začel iskati, ko ga prej nikoli nisi rabo, a ne. Prej si bil vedno tisti motiviran, pa vedno gremo dalje, vedno si iskal nove cilje. Tu sem imela pa res 3 mesece takega obdobja, ko nisem vedela, kaj naj s svojim življenjem, na ta način. In v bistvu potem sem se spet iz tega nekaj naučila, a ne. V bistvu moraš samo počakati, da se vse vrne nazaj. In mogla sem se tudi spomniti, zakaj sem sploh v prvi vrsti začela plezati. Zato, ker mi je bilo fajn. In tudi temu sem se pol vrnila nazaj, da sem tudi na treningih v bistvu na ta način tudi pristopala, ne? Da samo uživaš v temu, ne razmišljaš sploh o nekih ciljih, v neki motivaciji, da res sam se posvečaš, pač kako je fajn plezati, a so težke, a so lahke smeri, karkoli. In potem se je tudi počasi motivacija nazaj vrnala, cilji, sem si kar hitro pol nazaj tudi postavila, ampak je bilo pa čudno obdobje. In se je krivulja obrnila nazaj navzgor. Ja. Takole, ne, iz vseh teh nastopov, pa tudi intervjujev, pa vsega, kar lahko spremljamo po različnih medijih, deluješ zelo zrela, ne? Glede na to, da si še relativno mlada. A se ti zdi, da si zaradi tele tvoje športne kariere, pa z vsem, kar je bilo, bom rekel, na tem vlaku, ne, na katerem si, nekako skozi življenje mačken hitreje odraščala kot kakšni sovrstniki, ker pač je vse toliko bolj intenzivno, si šla skozi neke procese, ki jih mogoče, bom rekel, v narekovajih bolj vsakdanji, ne, ljudje skozi neko daljše obdobje doživimo, preživimo, ne, tebi se pa je zdaj v praktično okrog 5-6 letih zgodilo zelo veliko stvari, ne. Ja, ko pogledam nazaj, jaz bi rekla, da sem stara 45, toliko stvari se mi je že zgodilo v življenju. Prav razmišljam. In res vse se mi je res hitro dogajalo in tako sem že tudi prej rekla, se mi zdi, da jaz sem bila na nek način sem bila prej vrhunska športnica kot čustveno dozorela oseba. In to še zdaj vidim, a ne. Ko pogledam nazaj, ko sem bila stara 16, sem bila še otroka, ne, ampak nekako sem mogla res, če sem hotela biti vrhunska športnica, sem mogla tudi pol hitreje dojemati neke stvari, hitreje se učiti, hitreje odraščati in lahko rečem, da sem hitreje mentalno odraščala kot moji vrstniki, ker tudi, torej, z 13-14 leti si prišel v mladinsko reprezentanco, takrat si že začel potovati z njimi, pol hitro sem začela v članski reprezentanci tekmovati in tudi neodvisna sem bila ful hiter in znala poskrbeti za sebe, tako da sem se kar hitro mogla naučiti določenih stvari. Ker ena izmed stvari, ki tudi kaže na tvojo zrelost, je to, da si javno spregovorila tudi o težavah športnih plezalk predvsem, ne, zlasti o motnjah shranjenja.
In se mi zdi, da to, da si, ne, da je športnica tvojega ranga spregovorila, pa ne tako za by the way, ne, ampak z nekim jasnim sporočilom, ki je bil večkrat, ne samo enkrat na hiter, se mi zdi, da je za to skupno zelo pomembno, ne, ker težave so pravzaprav resne, so tukaj, ne, in se dogajajo in marsikdo gre čez nek pekel zaradi tega, ne. In osveščanje in neka preventiva in to je en pomemben korak pravzaprav. Ja, meni se zdi to v našem športu največja problematika in si želim, da bi več trenerjev, pa več strokovnih delavcev, pa tudi na koncu seveda več atletov, plezalcev bilo ozaveščenih, kar se tega tiče. Pač plezanje je povezano s težo, definitivno, ampak veliko torej plezalcev riskira tisti mali del svojega življenja, ki se je reče kariera, da bi bili dobri in potem riskirajo svoje celo zdravje, celo življenje za to, ker imajo lahko pač posledično resne težave kasneje v življenju. In se mi zdi, da se tega pač noben ne zaveda, ne, ker vidijo samo tiste rezultate, pa tisto kariero, sploh pa se mi zdi, da če je ena taka tekmovalka, potegne za sabo še 5 takih tekmovalk in to je never ending story. Tako da se mi zdi pomembno, da sem začela, da sem pač javno spregovorila o tej temi, da se tudi pač na sami mednarodni zvezi tega zavedajo, da se neki ukrepi naredijo, ker se gre na koncev za samo zdravje tekmovalcev in tekmovalk. Pa si slučajno kdaj prepoznala kakšne simptome ali pa kaj takega, da te je mogoče s to prehrano tudi tebe kam zanesel v kakšne vere prehranske? Ali... Mislim, jaz na nek način, definitivno, ko sem bila pač mlajša, torej, ko sem začela z svojo kariero, pač si videl tiste res suhe tekmovalke in takrat nekako mogoče pač pomisliš, da je to pot, ampak jaz na srečo sem se dosti hitro naučila, da to glih ni pot, pa tudi nekako nikoli me ni zaneslo v eno ali pa v drugo skrajnost. Sploh pa sem imela tudi vedno ljudi okoli sebe, ki so mi to večkrat povedali, ne, da to ni pot. In sem ful vesela, da sem imela te ljudi okoli sebe, da pač če bi slučajno prišlo do tega, bi mi to definitivno povedali. Ampak tudi nekako nisem imela nikoli problemov s težo v eno ali pa v drugo stran, tudi ne rabim nekaj paziti, da imam srečo s tem, ampak ni me pa nikoli zaneslo zdaj res v neko skrajnost. Ampak definitivno pa se pač teža spreminja, ne, plus minus 2 kilograma, ampak kaj drastičnega pa se pri meni ni dogajalo. Ja, super. In še enkrat vse čestitke, da se tako izpostavljaš in glede na to, ne, da si že prej sama rekla, da si, ne, tudi sama zdaj vzornica marsikomu, da vplivaš tako pozitivno in osveščaš na tole plezalno skupnost. Daj mi povej še, ne, to sem te hotel že prej vprašati, kako pa te treningi potekajo skupaj s celotno reprezentanco? Koliko si prisotna, to mogoče mi čisto ne vemo, na teh skupinskih treningih, ali je večina z Romanom, pa samo vsake toliko prideš na skupinske, kako to izgleda? Ja, na reprezentančnih treningih v bistvu sem bila prisotna, na teh obveznih treningih sem vedno prisotna, ampak letos zaradi poškodbe sem bila torej po moje na enem reprezentančnem treningu, v bistvu in na prvem, ki sem bila letos, se mi je zgodila poškodba, tako da se zdaj nisem mogla pač udeležiti nobenih reprezentančnih treningov, ampak drugače pa treningi večinoma potekajo z Romanom, pa še z ostalimi, no, tudi, ki trenirajo po Romanu in so hkrati tudi reprezentanci, ampak drugače pa ja, na vsake toliko pa prijem. Torej on sodeluje tudi z drugimi, z ostalimi plezalkami ali še s kom? Ja, torej Lana Skušek, Gregor Vezonik, Zan Sudar, Martin Bergant pa Milan Preskar, torej vsi trenirajo z Romanom, tako da tudi mi skupaj treniramo na dnevni bazi. Pa ima kakšen bič tam skrit nekje za kakšno steno, pa užge kdaj z njim, po vas? Ja, definitivno je kdaj tudi jezen, no. Je. Je.
Sej prav, kar naj bo. Saj prav, ja. Roman bodi jezen. Ne? Kako pa se sicer zastopite tako, ne, tega recimo kamere ali pa slike ne pokaže, ampak tako vzdušje v reprezentanci, ne, tudi na treningih mogoče, če imate skupne. A je neka taka zdrava tekmovalnost ali so včasih tudi kakšni kreši? Ja, je tista zdrava tekmovalnost, pa tudi imamo se fajn, ampak so pa tudi kreši. Tek, če smo en teden, 2 tedna skupaj na tekmah, si že gremo malo na živce. Ja. Ampak se mi zdi, da to je nekaj čisto normalnega, no. In ker tudi definitivno ima, recimo sploh, ko smo na tekmah, vsak ima nek svoj ritem, a ne. Ne moreš ti enega zdaj prisiliti v nek drugačen ritem, pa če enemu ne paše jest ob 8 zvečer, pač ne bo šel takrat jest in pač se dostikrat pride do nekih malih nesporazumov, ampak se tudi hitro rešijo. V bistvu No, pozabiš na tisto, pa si naprej tako. Kaj pa na neki mednarodni ravni, ali na vseh teh tekmah, pa na vsem, kar sovpada s tekmami, a je čas tudi recimo za neko druženje z ostalimi tekmovalkami, a se lahko sploh razvijajo mogoče neka prijateljstva taka, ko jih imaš ti, ne, dostikrat izpostaviš tvoje prijateljstvo s Tjašo Slemenšek, ne, če sem prav povedal. A je tudi mogoče s kakšnimi tujimi plezalkami imate kakšne bolj tesne prijateljske odnose? Ja, mislim, jaz bom rekla, da ta neka plezalna skupnost je še zmeraj tako fajn, še zmeraj smo pač vsi prijatelji, ampak zdaj, če recimo samo ena tekma ni glih dost časa za neko druženje, ker praktično greš na tekmo, tekmuješ, pa greš domov. Ampak če smo pa dlje časa, ne vem, recimo, ko je azijska turneja ali pa ko smo večinoma časa skupaj, takrat pa tudi včasih skupaj treniramo, pa se imamo pač res fajn, imamo tista pristna prijateljstva, na primer z Miho se res dobro razumemo, pa res ima kolegici isto zbruk, bi lahko rekla, da se res dobro razumemo, isto sejo recimo. Teda so tista pristna prijateljstva še zmeraj, kar sem res vesela, ker v nekih drugih športih pač tega ne vidiš več, ker je res sam tista res tekmovalnost. Ste še taka družinica. Smo še neka taka družinica, ampak se tudi zdaj mogoče zaradi olimpijskih iger to malo spreminja, no, vsak na nek način nekaj skriva, je dosti nek teh, pač in to vidiš, a ne, tudi med trenerji, dosti, kako ne rečem, Držijo nekega zase skrivanja, svoje. držijo se Ja, zase, ja. bolj tako, teda to se je skozi leta spremenilo, zdaj ne vem, a zaradi olimpijskih iger, verjetno ja. Glej, tole sem te hotel vprašati, ne. A kdaj na kakšni tekmi, ko je konc, pa so balvani še gor, a greš kdaj probat tudi balvane od moških, od fantov? Da bi Ne, probala- nisem še imela te možnosti, ker pa navadi, ko je tekme konc, oni vse poberejo dol. Takoj, pač ali kako? takoj, ja. Tako da vidiš. nimaš glih možnosti iti probat. Bi si pa želela, no, sploh kako, bolj kot balvane, no tudi balvane si želim, ampak bolj kot balvane včasih kako smer na tekmi. Si bolj želim iti probat. Koliko pa je zares, ne, spet mi nepoznavalci niti ne vemo, ne, majčkeno se nam že svita, ampak vemo pa ne, koliko pa je razlika v neki težavnosti, recimo. Ja, jaz lahko rečem, recimo edino smer, ko sem od moških probala, je bila to v Kopru, po nastopu pokala lani, po finalu so pustili smeri noter, ker sem bila, po svoji tekmi sem bila tako razočarana na nek način sama nad sabo, ker pač nekako sem imela občutek, da sem razočarala ljudi, ki so pač prišli v Koper gledat, ker nisem zmagala, da sem rekla, če lahko pustijo not smeri, da sem šla pač provat tisto smer še naslednji dan. Lahko rečem, da je bila res težka smer, še tam naprej gor, ko sem padla, je bilo res težko. Dejansko pa jaz ne rada rečem, da je karkoli težko, ker pač verjamem, da je res vse mogoče, ampak tista smer je bila res težka. Probala pa sem tudi moško smer in bom jaz tule zaključila. Okay. Ampak kar se pa same težavnosti tiče, je pa pač malo je razlika težavnosti smeri primerne za tekmo, pa težavnosti smeri, ki jih plezamo na treningu. Jaz lahko rečem, da na treningu veliko težje plezam, kot pa pol plezaš na tekmi. Ja. Ja.
Da je neka rezerva. Seveda, ja. Natreniraš vse na treningu, zato da ti je pol na tekmi lažje. Ja, to si predstavljam. To si tudi predstavljam, da tvoji trenerji in tudi ti zelo dobro veste, kako se teh stvari lotevati. Tvojih nekih uspehov ne bi našteval, ne? Jih je veliko. Daj mi pa povej, koliko ti pa pomeni tudi plezanje v skali? Plezanje v skali, meni je ful fajn plezati v skali, ampak prej sem imela jaz sem končala srednjo šolo 2018 in do takrat definitivno ni bilo nobenega časa, ker pač bila je šola, bili so treningi, bile so tekme in edini čas, ko je bilo za pač plezati v skali, je bilo konc leta, tiste 3 tedne, ko še vedno plezaš, ampak ne toliko težko, ne, in greš plezati v skalo za dušo praktično, da tudi neko rutino malo presekaš. Zdaj, pol so prišle olimpijske igre v Tokiu in sem rekla, da takrat definitivno ves ta fokus gre na Tokio, da sem res tam 100% pripravljena. Tako da, na nek način, jaz, ko grem plezati v skalo, jaz sem še vedno pač tisti tekmovalec, hočeš iti plezati v skalo in pač nekaj težkega zlest. Ampak po drugi strani pa, ko sem v skali, vedno razmišljam, zdaj bi pa rada šla nazaj na trening, ker bi res rada še natrenirala to pa prijem pol nazaj v skalo pa zlezem nekaj težkega. Pač nikoli ni tistega, da bi šel recimo v skalo plezati samo malo za užitek, ne, ker še zmer pol butne iz tebe tiste tekmovalca, ne, ko ne moreš plezati glih za užitek, ker še zmeri hočeš nekaj težkega splezati in je nekako težko je to zbalansirati na nek način. Ja, pa tudi verjetno ne ste toliko sfokusirani, da skala je tudi toliko drugačna in cel pristop. Ja, mislim, včasih si še lahko, ne, plezal v skali pa še zmeri dobro tekmoval, zdaj pa to ratalo 2 različna športa praktično in ne moreš več, da bi treniral v skali za tekme. Tako da moraš praktično trenirati na plastiki, torej noter, zato da tudi lahko dobro tekmuješ. Ampak greš pa še vedno rada, ko imaš čas? Ali pa, ko imam čas, grem pa še zmeri rada v skalo. Mogoče kdaj posanjaš o nekem obdobju, recimo, da te bo lepega dne malo minilo tekmovalno plezanje, takrat bom pa jaz začela pa malo zategovati. Ja. Tudi v skali. Ja, me mika, da ko enkrat ko bom jaz začutila, da je to nekako, se mi zdi, da kot športnik ti to začutiš, da zdaj je pa čas, da se posloviš na nek način. In ker se mi zdi, to je zelo težko predvideti, da bi jaz zdaj rekla, do takrat pa bom tekmovala in pol neham in se posvetim skali, ker to me vsi sprašujejo, kdaj bom nehala že tekmovati. Ampak se mi zdi, da to začutiš. To, ko čutiš, da si naredil vse, kar si želel, ko čutiš, da je čas, da greš, da prepustiš mlajši generaciji nekako, da naprej razvijajo to tekmovalno plezanje, to začutiš in takrat bom pa jaz pol se malo bolj posvetila skali, pa še tam kaj težkega probala splezati, ampak tudi upam, da vmes, še v moji tekmovalni karieri. Še vmes, ker ne vsi, ki približno spremljamo, vemo, da si prva ženska, ki je 8C splezala na pogled, tudi splezala si že 9A, ne, splezala oziroma poskušala si pa tudi že v 9B+, ne, v Duri. To je samo to, da bojo mogoče poslušalci vedeli, to je smer, ki jo je, mislim, da 2009 Chris Sharma navrtal v Uljani, ne, v Španiji, v Kataloniji. Potem je pa to bil projekt kar lep časa in se mi zdi, da 2013, ne, še po zimi je pa Adam Ondra prvič splezal, pol majčkeno za njim je pa tudi Chris Sharma to ponovil. Ne, in če prav vem, je zatem ne nihče ponovil. Ja, nihče še ni ponovil te smeri. In ti si šla to provat. Ja. Kakšna je zdaj ta smer? Ta smer je svojemu imenu primerna. Res je težka. Res je težka in že samo prvih 15 gibov nisem mogla povezati, niti 2 giba nisem mogla sestaviti skupaj, ker je toliko specifična, pa res moraš imeti naštudirano vse in se ti mora res tudi vse sestaviti. In pol ni še dovolj teh 15 metrov, še zmeri lahko padeš zadnji težek gib, ki je še detajl. Tako da je res, kaj ne rečem, res je težka. In če se pogleda recimo film od teh 2 plezalcev, koliko se ona dva tam noter dereta zverinsko,
A se ti tudi kodarla, ko si probavala? Ne, A še jaz- nisi tam? Nisem še tam, v bistvu jaz sem tudi plezalec, ko se nikoli neki ne dere zraven, ko pleza. Nekak to, ne da zadržuješ vse, ampak jaz mogoče dik zadržujem, bolj kot to, da bi se drla. Aha, ok. Kaj pa, daj še to povej. No, še prej te moram to vprašati, a Mika te pa še, verjetno. Mika me pa še, sploh zdaj, ko sem res to kročkala, pa to kratala močnejša, bi bilo zdaj ful zanimivo videti, kako bi se zdaj počutila v tej smeri. Ker takrat, ko sem bila nazadnje, definitivno niti približno nisem bila tako močna, kot sem zdaj. In že takrat sem lahko vse naredila, sem vse delala gibe in dobila nek feeling za njih, tako da zdaj iti tja bi bilo res zanimivo videti. Ja, bomo nestrpno čakali, da pride čas, da bo šla lahko to malo pogledati. Jaz tudi. Kaj pa to, ko je bil tam nek požar in so bili neki zapisi, da so se kakšne smeri malo poškodovale, karkoli že to pomeni. Ja. A imaš kakšne informacije? Bajerla dura naj bi ostala dosti cela. Tudi če je bil kak grif odlomljen, ni bil ključnega pomena, tako da na smer je v redu. Meni se zdi tudi, da pravijo, da ta sredinski sektor, kjer je ta fišaj, da tudi naj bi bil v redu, da bolj smeri na levo in desno, da so bolj uničene. To so v bistvu nazadnje informacije. Vem, da so se moji kompleti stopili, ko sem jih imela, Ja, res. ko sem jih imela v smeri, ampak ne vem. Škoda, da je prišel res ta požar vmes. Ja. Koliko ti pa sicer tako, sej mečkam si posredno že odgovorila, ampak mi rekreativni plezalci imamo zelo radi te plezalne počitnice, ko greš nekam, pa se ukvarjaš, kao jedu, ki je spal, pa kao plezal, ne. In tako je to time of our life, ne, se temu reče. Skratka, si že rekla, da si toliko sfokusirana in mogoče še ni prišel čas, ampak vse glih pa, vsake toliko pa greš kam in koliko ti to pomeni, ta nek plezalni odklop. Ali rabiš vprost, če greš nekam odklapljati se brez plezanja? Jaz pa pravici povedano, ko imam res odklop, pa ko imam pauzo, takrat jaz nočem videti plezalk pa gripa. Takrat jaz grem rada na morje, pa da je ravno, pa da ne vidim več više nadmorske višine od nič. Okay. Takrat res, da res lahko odklopiš, no, ker res intenzivno delaš, celo leto treniraš, si praktično zaprt v prsteni in res nočeš videti grifa praktično. Ampak pol pa za neko, tako da res plezalnih počitnic v skali že dolgo časa nisem imela. Ampak za neko uplezavanje, pol recimo, ko imaš 2-3 tedna plezalno pauzo, pol za neko uplezavanje nazaj, za dobiti feeling, je pa fajn iti v skalo. Takrat pa, to sem že večkrat naredila, da sem šla, ne vem, recimo v Santalinjo ali pa pač v Španijo, za malo lažje plezati, za tisto, da jih res greš veliko, pa malo lažjih. Kaj to zdaj zate pomeni malo To je lažje? tam, do 8C recimo, da plezaš. Do 8C? Ja. Ok, malo lažje pa, super. Malo lažje. Daj mi še to povej, to sem te hotel tudi vprašati. Rekla si, Roman je perfekcionist, tudi ti si perfekcionist. Kaj je zate, recimo, zdaj, če se spet malo vrneva na tekme, tista popolni vzpon, popolno plezanje, oziroma kaj je bolj važen, tako presep, ko si sama sabo ali pa mogoče še z Romanom, da enostavno moraš zmagati, da to je tista ta glavna motivacija, če ne zmagam, nisem dosegla tistega, kar bi hotela, ali je tudi zraven sočasno, kako si nekaj odplezala, da si tudi v nekem smislu, ne bom rekel popolnosti, ampak nekega optimuma, skratka, da si dala tisto od sebe. Mogoče se ti včasih lahko zgodi, ne vem, boš povedala, ne, da si res dala vse od sebe, si mislila, tole je bilo pa res dobro, pa je bilo mogoče na koncu zgolj, v narekovajih zgolj za drugo mesto. Ja. Včasih pa niti ne daš toliko dobro od sebe, pa pol recimo naslednja favoritka popadla, ne, pa si ti vseeno recimo zmagala, zdaj si malo zmišljujem. Skratka, če me razumeš. Ja, razumem. Ja, jaz sem bolj, jaz, ko grem na tekmo greš zmagati, zato ti tekmuješ, ker greš pač na tekmo zmagati in tu ni nobeno vprašanje. Ampak pri meni je bolj pomembno, da si v tistem svojemu svetu, da daš maksimum od sebe in da odplezaš tako, si ti želel. Teda, če daš pač maksimum od sebe, je to, ker ne moreš dati od sebe več, kot si dal.
kot je maksimum. In to recimo, ne vem, pač v Kopru, pač jaz sem naredila lani recimo maks od sebe in pač v dani situaciji pač sem malo sfalila, en grif nisem uporabila, ko bi ga mogla in pač, ampak še zmeraj sem pač na nek način odplezala in Japonka je imela pa tisti dan najboljši dan svojega življenja in je pač zmagala. In to pač ne moreš nič spremeniti. In pri meni je bolj pomembno, da pač res odplezaš tisti maksimum, da daš vse od sebe. Če si zmagal, je še toliko boljš, ampak če nisi, pa da je to drug boljš odplezal, to pomeni, da moraš iti domov pa trenirati. Ja. Kaj pa takrat, ko pa recimo imaš kakšno obdobja ali pa čisto zasebna mogoče tudi, ali pa plezalsko, ko ti ne gre čisto tako, ko si ti zamislila. Kaj pa je stvar recimo v življenju, ki pa tebe dvigne nazaj? Recimo, če gre krivulje malo navzdol, da se pa spet začne navzgor obračati. Ja, mislim, jaz ful cenim, da imam okoli sebe ljudi, ko te imajo radi, pa imaš ti njih rad, pa veš, da ti bojo pač res v vsakem tvojem stanju stali ob strani. Pač to sta pač moja starša, pač itak Roman, ker je pač s trenerjem preživiš praktično vsak dan skupaj, pol imam pač moja pač Tjaša, najboljša prijateljica, več. To ni samoumevno, no, da imaš take ljudi v svojem življenju okoli sebe. Recimo, pač ne vem, s Tjašo smo že najboljši prijateljici 17 let. In niti enkrat pač ni bilo trenutka, da bi kjerakoli drugi obrnala hrbet ali pa da je ne bi stala ob strani. In pač to je v današnjem svetu je to neka redkost. In da imaš ti to, kar imam jaz, je res pač za ta vredno. Tako da pač meni je to, da imaš pač ljudi okoli sebe, ko veš, da ti bojo stali ob strani. Torej, ko ti ne gre, veš, da jih boš imel. Tako da meni je to res pomembno. Kaj pa kakšna aktivnost ali pa mogoče kakšen drug šport, recimo, kdaj popoldne ali pa v nekih takih obdobjih? Ta je pa res težka. To sploh ni časa za to. Ni časa, Sploh ni časa, ker itak treniraš, jaz praktično treniram, no recimo za olimpijske igre, jaz sem trenirala po 10 ur na dan in takrat sem praktično res trenirala, spala pa jedla, ker za drugega res ni bilo časa. Včasih si pa toliko zmatran po treningu, da se ti sploh ne da karkoli drugega delati. Pa ne moreš, pa se tudi za te regeneracija še vedno zelo pomembna. Ne? Ja, regeneracija je tako pomembna kot trening. Tako da včasih se res na pauzo samo leže pa kavč pa gledal serije na Netflixu in to je to. Tako da res, da bi se nekaj ukvarjala s kakim drugim športom, res ni glih časa. Ampak če ti rečeš, 10 ur sem trenirala, ne? Če jaz rečem, da sem šel jaz za 2 ure tam na eno boulderco, ker sem še malo bolj živc, pa 2 ure šutam, kolikor lahko, ne, pa ne morem več. Ne. Zdaj, tvojih 10 ur pa ne pomeni, da si tudi se zaganjaš v neke boulderje ali pa smer za smerjo v težavnosti. Verjetno to mačkam bolj razdeljen ali pa bolj z nekim repom v glavo in tako. Ja, definitivno je. Pač, ko Roman sestavi plan, ima seveda nek glavo, nek rep, vse je naplanirano že dosti časa vnaprej, pač veš en mesec naprej, a ne, kaj boš delal čez en mesec na tistem treningu, a ne, ker je nek sistem, torej ne greš z glavo skozi zid. Vse je poplanirano. Ker jaz, kakor sem perfekcionist, ampak sem perfekcionist, včasih, no, če bom tako začela. Ko sem bila jaz mlajša, sem res bila perfekcionist na vseh področjih svojega življenja, praktično. Res hotela sem biti najboljša v plezanju, v šoli sem hotela imeti najboljše ocene, v zvezkih lepo vse napisano, vse je bilo, sem hotela, da je namestno. Ampak pol se hitro naučiš, da je to res izčrpavajoče, da ne moreš tako delovati in pol sem se seveda odločila za eno stvar, v kateri hočem biti perfekcionist in to je plezanje. Tako da jaz res, kar se tiče treninga, hočem imeti vse poplanirano, ne, hočem imeti nek plan, nek sistem, da veš, kaj delaš na treningu in tam sem res se pač tistega držim, pa res fokus in ne vidiš ne levo, ne desno. Ker v filmu, o katerem sva prej mačkam govorila že, je tudi nek moment, ko ti rečeš, da tvoj perfekcionizem te pa lahko uniči. Ja, ta je stavek, jaz se še to, po mojem sem celo življenje to učila, ker je res, ker na nek način
na nek način, ko ti treniraš včasih, ne vem, sem kar razočarana nad sabo, če pa danes ne morem narediti enega giba, ne, in pol ga naredim čez en teden, recimo. Ampak jaz se kar na nek način hočem takoj vse, ampak definitivno se zavedam, da trening je nek proces, delaš ti za jutri, ne za danes in zato delaš po nekem sistemu, ampak jaz sem toliko časih jezna sama na sebe, ker nekaj nisem naredila na 100%, da sama sebe na nek način, da sama sebe zaviram nek napredek, hitrejši napredek na nek način s tem svojim perfekcionizmom. Ker včasih, če bi se jaz prepustila malo nekemu treningu, nekemu flowu, bi vse šlo lažje. Ampak včasih pa pač preveč hočem sama od sebe. Ampak si pa, saj si že pa tudi prej omenila, da si se pa s časom že tudi verjetno naučila močkan tole, ta perfekcionizem kontrolirati, pa ga malo za rešetke dati. Se naučim, oziroma se še učim to malo kontrolirati, če ne pa pač Roman kontrolira to. Ali je to tvoja karakterno zakoreninjena lastnost, da jo zelo težko kontroliraš? Mislim, jaz sem mogla dost stvari sem mogla spremeniti, kar se treninga tiče, kar se same mojega plezanja tiče, sem ful delala na res veliko stvareh, ampak perfekcionizem pa ta se vidi, da sem Korošica, ko sem toliko trmasta. In to je pa toliko zakoreninjeno v meni, da je na nek način res težko to zdaj kar čez noč odpraviti pa rešiti. Tako da se učim, ampak lahko pa rečem, da je boljš, ko je bilo. Ker si glih omenila Korošico, ne? Na nek način si tako kot Tina Maze, ne? Samo da ti v plezanju, ne, bila v smučanju, ne? Obe sta Korošice, obe sta delali močkam po drugačnem programu, obe sta bile vrhunski oziroma ste, ne, še vedno ti sploh vrhunski športnici, olimpijski zmagovalki. Ja, s Tino smo dobri prijateljci. Sva. Zadnjič je prišla celo na moj trening malo pogledat, na vrt. Tako da je res smo na nek način imamo na isti način razmišljena, no, oziroma isto trmaste smo, res ni tiste Korošice v ta pravem pomenu besede. Pa Greg, da si kdaj peljala plezat? Ja, tudi pleza, ful. Ja? Ja, tudi pleza, ful. Ona sicer pravi, da ima težke noge, pa da ne more plezati težke stvari, ampak ji pravim, da to glih ni res, ne. Kaj pa šla ti kdaj smučati? A smučaš? Jaz ne smučam. Jaz sem enkrat probala smučati, pa ni bilo glih najbolj. Sem rekla, mogoče boljš, da še ne. Še ne. Je pa res tudi, da me je bilo dostikrat strah, no, ker pač smučanja ampak se lahko tudi vse posod zgodi, ne. Dosti nekih poškodb nepotrebnih in sem se mogoče tudi malo izogibala temu, zato da slučajno ne bi prišlo do česa. Ampak zdaj me pa mika. Smučanje? Ja, zdaj bi pa šla. Ja. Ampak mogoče po Parizu. Po Parizu. Po Parizu. No, po Parizu moraš najprej iti v Uljano, ne? To definitivno. Pa vmes še kak drug šport lahko najde, malo za vmes. A pa te tako, še kakšen recimo šport ali pa kakšna aktivnost, ki pa zdaj si jasno, ne, si športnica na svojem rangu, ne, pa je jasno, da ne moreš se ukvarjati s tem, ampak tako, imaš pa tam nekje neko željo ali pa saj se ti zdi kakšen šport tak ali pa kakšna druga aktivnost, mogoče niti ne športna, ki si jo mogoče želiš vsaj poskusiti, če ne že. Pa jaz bi vse rada probala, jaz bi vse delala. Teda jaz tudi mislim, da polko enkrat se malo bom odmaknila od tekmovalnega, res tistega čistega tekmovalnega pač plezanja, bom tudi verjetno pač več časa imela pač očitno za druge stvari, pa bom tudi več športov probala, pa se ukvarjala še s kakimi drugimi stvarmi, tako da jaz mislim, da mi ne bo dolg cajt pol. Ja, priložnosti bo veliko, ne. Doma sem pa dobil tudi namig, da te moram še eno stvar vprašati, in sicer, ko si plezala na zasavski, ne bom grdo rekel, Raufang, ne, in si se tam metala gor po tistih tvorinah, kako pa ti je bilo dol pogledati pod tist? Ja, meni pa pravic povedano je bilo na 360 metrih isto, kot pa na 30. Tak sploh nimaš. Mislim, je drugačno, ne, ker še vse je pač dimnik, ampak ni bilo take razlike, no, sem mislila, da bo bolj. Edina razlika je bila, ker je dimnik praktično pač vertikalen in da
pač ti na tekmi, a ne, imaš previs, padeš, obvisiš v zraku, a ne. Na dimniku, če si padel, si pač prbil pač v dimnik, a ne, v steno in edina pač ta razlika bila, da si se mogel pač navaditi malo paditi, ker tega mi nismo drugače navajeni, bolj na opičnih smeri. A pa je tako samo to večraztežajno plezanje, a ti je to bilo tako, boh, tam moram na teh štantih, ne, na sidriščih viseti pa čakati, kako To ti je je bil pa bila- ta občutek in vse to? Meni je bila najtežja stvar na svetu, to je pač multipičnik plezati, ker Ja. jaz še prej nikoli nisem plezala tega. In naslednji dan mene so tako noge bolele, pač od visenja v pasu seveda, da jaz nisem mogla hoditi, ker me je toliko vse bolelo in sem bila tek, pač res svaka čast vsem, ko to delajo, tek skozi, ker je res je naporno, no. Sploh pa pač plezati, torej v prvo sva plezala 11 ur, pol v drugem poskusu, ko sva splezala 8 ur pa pol, ampak jaz sem bila uničena po tistem. Zmozek. Ja. Pa bi mogoče še šla, če bi imela kakšno priložnost. Kaj Pa ja, podobnega. drugače bi še šla, ker še vse je bilo pa res, pač je bilo zabavno, pač malo drugače, pa res zanimivo, tako da mogoče se še pa kdaj znajdem. Ne, sem pa tu opazil, da so nekaj podobnega imeli pa ali lani ali predlani na nekem jezu, v Avstriji, Švici. So Ja. tudi neke take smeri plezali. Ja, so imeli pa duel, v bistvu, Aha. več raztežajni duel, no. Daj mi pa povej, kako pa se recimo ti znaš zmotivirati za kakšne taka neformalna tekmovanja, kakor so ti neki dogodki, eventi, tudi v Ljubljani smo že imeli, ne? Ali pa še kje drugje. Ja, mislim, a to misliš tekme, kot Ja, neformalne tekme? Tako, ja. Ja, mislim, jaz bom rekla, pač tekma je kot tekma, a ne, tudi če je neformalna tekma, pa je še vsem tekma, na tekmo greš še zmeraj zmagati, ne moreš glih tega odklopiti na nek način. Je seveda pač malo mogoče drugače, ker jaz vedno rečem, recimo neko državno prvenstvo, to je najtežje zmagati. Zato, ker na nek način vsi pričakujejo, da valjda boš zmagal državno prvenstvo, a ne, ker nekako moraš na nek način. Ampak ja, te neke neformalne tekme pač, meni je vedno fajn tekmovati, recimo taka je bila, ne vem, Adidas Rockstars, recimo, tam je vzdušje bilo res noro, drugačen format, res so poskrbeli za tekmovalce, tako da je fajn, ampak še zmeraj je pa tekma, ne, na tekmo se še zmeraj pripraviš, tako se pripraviš na svetovni pokal, torej nima veze, ali je formalna tekma ali pa ni formalna tekma. Ja, no, sej to si predstavljam, da imaš ti ta tekmovalni duh pa to miselnost, da imaš kar dodelano in se zavedaš. Ja, je spet kar zakoreninjeno, ne moreš kar izklopiti na nek način. Čeprav si pa mogoče kakšna taka tekma, pa tudi mačkan motivacijsko, lahko kdaj mačkan manj, pa si rekla, da ne. Daj mi povej pa to, kako pa se sicer znajdeš zdaj v tej vlogi, ko je to koči uprto vate in vse, kar ti je to že prineslo? Ja, jaz sem se mogla to ful hitro spet naučiti. Jaz sem bila že v bistvu v nekem spotlightu že od 16. leta naprej in nekako živiš skozi v temu in se to tudi naučiš nekako handlati. Tako da jaz, pač to je ta nek spotlight je pač del tega, kar pač narediš v športu in pač hočeš ali nočeš, tako je. Tega se moraš navaditi se moraš nekih intervjujev, nekih kamer, da so skozi ljudje gledajo, kaj delaš, kako se oblačiš, kaj delaš zdaj in to pač, to se navadiš. Ampak imam pa pač tudi ful rada, ne vem, neko obdobje, ko pa se poskušam odmakniti od tega, da res nimaš neko obdobje nič od tega in da lahko, ampak to je ponovadi, ko grem na dopust, ko res nimam nobenega, da bi me gledal, pa nekih kamer, pa vsega tega zraven. Teda se rada se odmaknem, ampak se pa tudi naučiš s tem živeti, no. Jaz grem težko recimo v Spar, brez da bi me kdo prosil za sliko ali pa nek avtogram, ali pa sam vidim, da nekdo me je opazil, da sem jaz, pa govori o mene, ne. Ampak Pol hodiš s kapucam pa s kapcem. no, to glih ne, ampak skoraj da bi. Ampak ne, navadi se no, na take stvari. Samo je pa tudi to neka lastnost verjetno, ki jo nekateri boljš prenašate, mogoče nekateri slabš, ker zna biti zelo nadležno ali pa obremenjujoče. Ja, definitivno tudi športniki, no, ne mislim iz različnih športov, pač vsi smo si različni, pa tudi vsi
različno prenašamo to neko medijsko pozornost oziroma pozornost od javnosti. Pač vsak po svoje, vsak se tudi nauči nekega svojega načina, kako to prenašati. Mislim, jaz to jemljem kot tek. Se mi zdi, da jaz imam toliko neke podpore od ljudi, da meni noben problem, če me kdo prosi za sliko ali pa za avtogram, ker pač toliko podpore, kot čutim od ostalih, pač se mi zdi prav, da jaz tudi na nek način to vrnem. Sploh recimo, ko otroci pridejo do mene, ko me prosijo za sliko, avtogram, meni je to tako mi je fajn, ko sem... Te nafila. Tako, ja, da res te z neko pozitivno energijo te nafila, da si tako še bolj motivirana, ne, za trening recimo, ali pa za tekme, da res jim daš neki, da imajo nekoga, ki jim je res nek vzornik. No, saj to sem ti že prej rekel, da koliko je to pravzaprav lepo, ker se mi zdi, da mogoče vseeno je to tudi neka taka tvoja karakterna značajska lastnost, da si pripravljena za to. Pa da to ni narejen, ne, ker lahko te stvari se lahko tudi naučiš do neke mere, res si pa misliš, res samo. Ja, mislim, jaz vedno ostajam pač pristna, no. Vedno, meni je najboljši kompliment, ko ga jaz lahko dobim, je to, da sem še zmeraj ista, ko sem bila pa 10 let nazaj. To je pač meni najlepši kompliment, ki ga dobim. Nekaj podobnega si to govorila že 5 let nazaj. Lahko, da se motim. Ja, to je pa lepo, da še zdaj po vsem tem. Še zdaj po vsem temu, ja, točno tak. Je pa še toliko lepšno, da dobiš tak kompliment. In se mi zdi tudi prav, da ostaneš na trdnih tleh, da si to, kar si, da pač se ne spreminjaš. No, tudi to je verjetno neka vrlina, ne? Čestitam. Verjetno. Hvala. Lej, si pa tudi rekla, da te, nekje sem to zapazil, da te v bistvu to, da te ljudje spodbujamo, navijači, supporterji, vsi ti otroci, ki tam mahajo zdaj, da ti to tudi daje neko, hočem reči, me už popravlja neko moč, ker si ti vsi mi tako verjamemo vate, a to znaš se popriti obrniti, da to pač čutiš kot neko moč, s katere se, bom grdo rekel, lahko filaš, ali ti to bolj daje nek pritisk, Bog. Jaz bom rekla, meni je oboje, tako bom rekla. Jaz poskušam pač to specifično stvar, ta podpora, jaz jo vedno poskušam obrniti se popriti, torej kot pozitivno, da res čutim podporo od ljudi, da mi da tisto pozitivno energijo, tisto motivacijo in iz tega lahko pač črpaš to pač energijo. Po drugi strani je neka odgovornost, nek pritisk, ker še vseeno se hočeš dokazati, še vseeno hočeš jim nekaj dati, da nočeš nekako, da so tvoji navijači razočarani na ta način. Jaz bom po pravici povedala, meni je v Sloveniji bilo vedno, torej prej v Kranju, zdaj v Kopru, meni je bilo vedno težko tekmovati, zato ker pač res so vse oči uprte v tebe, res še toliko bolj hočeš zmagati in je res pač pritisk še toliko večji in meni je bilo vedno mi je težko pač tekmovati, recimo sploh lani v Kopru, meni je bilo, mi ni lahko, ampak poskušam pa vsako stvar se upriti obrniti. Ja, to je lepo slišati. Bi pa rekel, tudi ti si že večkrat poudarila, da tvoje predhodnice, pa pravzaprav celotna plezalna scena, tudi športno tekmovalna, sej verjetno se preveč fokusa zaradi tvojih uspehov sicer leti nate, kar je sicer razumljivo, z vsemi tvojimi uspehi, včasih se pozab tudi, da je v reprezentanci pa nasploh na tej sceni še veliko tekmovalcev, ki pravzaprav celotno to sceno po koncu držite. In tako je pravzaprav v Sloveniji zdaj že več desetletij, omenila si z Martino Čufar, Mino, Natalijo, Majo in tako naprej, zdaj si pa ti verjetno to dogajanje pa zdaj pa še v neko višjo sfero dvignila, Ja. Ker še to, če pogledamo recimo tekme kranjske, ki so bile, so še, se tam je dvorana, pa gre noter ljudi, kakor gre, ampak želan vzdušje na Kopru, to je pa zdaj fuzbal tekma ratala, take množice tam otrok, ki smo jih mogoče gledali pri kakšnih top športnikih slovenskih ob redkih priložnostih, ki so se iz kakšnih velikih tekmovanj vračali, zdaj pa je to tudi v plezanju.
Meni je res noro, kaj je plezanje ratalo zdaj, sploh v zadnjih par letih. Pač plezanje je še zmeraj relativno mlad šport, ampak se to hitro razvija, pa to hitro je ratalo popularno, pa mislim, da ima še ful potenciala, da rata še večje, še bolj popularno. Tako da je bilo lani v Kopru, je bilo res fajn videti, koliko ljudi je bilo tam, a ne, in koliko ljudi je navijalo, tako da jaz mislim, da bi lahko plezanje kmalu ratalo eno najbolj popularen šport na svetu nasploh. Ampak mi je pa pač, res mi je noro, no, ker ne vem, zdaj sploh vedno, ko spoznam neko novo osebo, ali ta oseba pleza, ali pa pozna prijatelja, ki pa pleza. Tako da plezanje je prisotno tek med vsemi. Pa še vedno je v porastu, ne? Pa še zmeraj je v porastu, kar je pa najboljše. Ja, in če si rekla, da ima potencial, da postane šport številka 1 na svetu, predtem bo zagotovo postal šport številka 1 v Sloveniji. Ja, definitivno. Ker se nekako, sicer jaz nisem iz teh voda, ampak se mi zdi, da slovenski karakter je kar primeren. Je primeren. Za športne, tekmovalne, plezalne discipline. Veš kaj, sem tudi dobil namig, da te bom vprašal, ne, pa bom tako obrnil, ne. Tudi sam, ko sem se zdaj pripravljal na tale pogovor, ne, pa sem vtipkal v Google, ne, Janja Garnbret. A si kdaj preverila, kakšne možnosti ti tale stric Google vrže ven? Ne, nikoli ne googlam samo sebe. Prva stvar je bila neki, sem pozabil, ne, ta druga stvar je bila pa Janja Garnbret fant. Očitno ljudi zanima, ne, a ima Janja Garnbret fanta. Jaz zdaj trenutno nimam fanta. Težko je, mislim, vse sploh je težko najti cajt še za to. Še eno dodatno delo. Še za dodatno delo. Kako pa sicer tudi menedžiraš ta prosti čas? Mislim, koga imaš? Ja, jaz ga ful probam. Ali pa prost, no, kdaj čutiš, da ga imaš premalo? Ali je ta fokus na plezanje in to, kar si prej rekla, da ti je to cool trenirati, pač niti ne rabiš kaj dosti drugega početi? Ne, jaz mislim, prostega časa je drugače res malo, no, to lahko priznam, ampak jaz probam zdaj sem večino časa itak v Ljubljani, torej takrat, ko imam prosti čas, res skočim domov na Koroško, da pač vidim moja dva, ker se res, po moje se vidimo enkrat na mesec, če. Tako da probam res iti do mojih dveh domov. Pol pa, če imam še prosti čas, definitivno ga pač res probam izkoristiti še za prijatelje. Imam eno kolegico, ki igra rokomet v Turčiji, ena igra nogomet v Franciji. Tako da res, mi se redko kdaj vidimo, ampak takrat enkrat na leto, ko se vidimo, pač seveda najdeš čas za to. Tako da res za prijatelje pa za domače, da se vidimo, to res probam izkoristiti maksimalno prostega časa, ko ga imam. In to je zdaj tisto, kar ti največ tudi pomeni. Ko mi največ tudi pomeni. Plezanja. Ja, Janja, kaj čem reči? Želim ti vse najboljše, ne? Čim manj plastičnih škornov, ročkaj to, kakor boš ti vedela, ne? Pa Roman, da moraš. Hvala. Pa ti želim res na tekmovalnem področju vse najboljše in pa tudi sicer v življenju. Hvala. Vse najboljše. Hvala. Hvala, da si prišla v našo epizodo. Hvala za pogovor, super je bil. No, me veseli. Te povabimo slej ko prej nazaj, pa ne pozabiti na težko. Ne bom, to pa res ne bom. Drži se.